Zaporedje dogodkov, ki so se zgodili po približno 15 uri. Do trenutka, ko je šel v vodo, to ostaja skrivnost. Praznovanje 4. julija na plaži se spremeni v tragedijo, ko 18-letni Nolan Wells izgine. Če greste proti otoku Horn Island, vas prosim, da ste pozorni na 18-letnega Nolana Wellsa. Njegovo truplo naplavi nekaj dni kasneje in s seboj prinese vprašanje za vprašanjem. Zakaj me ta fant pustil mobilni telefon, če se je to res zgodilo? Vendar je jasno, da je minilo precej časa, medtem ko je čoln odšel, ko so Nolana nazadnje videli in ko se je čoln vrnil k svojemu prvotnemu lastniku. Kar so nam povedali, nima smisla. Zdaj družina in ves svet zahtevata odgovore. In govorimo o globokem jugu, govorimo o zelo napetem političnem obdobju, govorimo o enem temnopoltem fantu z več belimi fanti. Obstaja scenarij, po katerem bi lahko bilo nekaj za skriti. Tukaj je vse, kar vemo do zdaj. Popolna časovnica smrti Nolana Wellsa. To je škandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Četrti julij naj bi bil čas za praznovanje z družino in prijatelji. Letos, ko Amerika praznuje 250. obletnico, je bilo praznovanje še večje. Mislim, to je izgovor, da greš ven in pečeš na žaru, si privoščiš poletne pijače, morda celo obiščeš plažo. In točno to so naredili 18-letni Nolan Wells in njegovi prijatelji. Odpravili so se na majhen otoček ob obali Mississippija. In po vseh pričevanjih je bil to sprva zabaven dan. Nolan naj bi se ogrel za neko dekle, nekakšna mlada, zabavna poletna romanca. Ampak gledate škandal. In to pomeni, da se naša zgodba tu ne konča. Tu se šele začne. Z njo pa skrivnost, na katero še vedno nimamo odgovorov. Zakaj se je Nolan Wells pravzaprav ločil od svojih prijateljev? Se je utopil? Je šlo za tujo krivdo? Zakaj bi pustil svoj mobilni telefon in ključe pri prijateljih? In ali bi bila ta preiskava obravnavana drugače, če bi bil Nolan Wells bel? Odgovarjamo na vsa ta vprašanja in še več, ter vam predstavljamo celoten časovni potek do trenutka tega posnetka. Začnimo torej s tem, kdo je bil Nolan. Rožen je bil 19. avgusta 2007, kar pomeni, da je bil ob svoji smrti star komaj 18 let. Odraščal je v Ocean Springs v Mississippi. To je obalno mesto vzhodno od Biloxija. Tam je lani, leta 2025, zaključil srednjo šolo in jeseni začel študirati na Southwest Mississippi Community College, kjer je igral sprejemavca v ekipi ameriškega nogometa. Njegov trener, Les George, je za revijo People povedal, citiram, Nolan je bil iskrena oseba. V življenju srečaš ljudi, ki so resnično srčni. Takšni, ki želijo vsakem videti dobro in poskrbeti, da se drugi počutijo dobro in sprejeto. Takšen je bil Nolan. 4. julija se je Nolan odločil praznovati praznik s prijatelji in obiskal otok Horn ob obali Mississippija v Mehiškem zalivu. Tukaj je nacionalni podpredsednik United Cajun Navy, Brian Trasher. Torej, otok Horn, kot sem rekel, je verjetno približno 10-12 mil od obale. Razteza se verjetno od juga mesta Biloxi do mesta Pascagoula, ki meji na okrožji Harrison in Jackson na obali Mehiškega zaliva v Mississippiju. To je zelo priljubljena rekreacijska destinacija. Je nenaseljen. Tam so zelo lepe plaže, veš, ko ni preveč vetrovno, je voda precej čista. Temperatura vode je bila okoli 25 stopinj Celzija, je 4. julij. Očitno je zelo gneča, vsi so zunaj. Ampak ja, edini način, da prideš tja, je z ladjo ali pa, veš, morda s kakšnim letalom ali kaj podobnega. Ampak večinoma ljudje tja pridejo z ladjo in se sproščeno družijo v vodi ter se zabavajo. Enako velja za Ship Island. Otok Ladja je malo bolj na zahodu in ta otok ima zgodovinsko trdnjavo Fort Massachusetts, ki je tam že od leta 1861 še eno priljubljeno mesto, kjer se ljudje radi družijo. Vsi pregradni otoki ob Mississippiju so ob koncu tedna polni. Vidiš veliko čolnov. Veš, je nekako kot Outer Banks v Karolinah, je preprosto priljubljena rekreacijska destinacija. Po poročanju Guardiana je Nolan šel s 3 prijatelji z ladjo proti otoku Horn. Po poročanju so prispeli okoli 11:15 dopoldne 4. julija. Tako so se nekaj ur družili na otoku, praznovali 4. julij in uživali na plaži, dokler ni bil čas za odhod. In tukaj se zgodba zaplete. Po podatkih GPS je čoln zapustil otok Horn ob 16:31. Toda to, kar je pripeljalo do tega dogodka, je zmedeno. Torej, zgodba, ki so mi jo povedali, je bila, da je bilo približno ob 15. uri
Njegova skupina prijateljev, s katerimi je šel na otok, se je odločila, da bodo odšli. Morali so se vrniti in Nolan je začel govoriti. Povedali so mi, da je bila to mlada ženska, ampak pogovarjal se je tudi z drugimi ljudmi in se je odločil, da bo ostal še malo. Lahko se peljem nazaj z nekom drugim. On se ves čas druži s to skupino, skupaj so že večkrat bili na tem otoku. Verjetno se njegovim prijateljem takrat ni zdelo nič posebnega, če so rekli: v redu, če hočeš iti govoriti s tisto punco in če te bo peljala nazaj, potem super, se vidimo doma. Tako so to razložili meni. Nekatera poročila pravijo prav to, da so se 3 prijatelji odločili vrniti z ladjo. Nolan pa se je odločil ostati in se pogovoriti z dekletom, ki je bilo ime Katie. Po tej različici dogodkov je Nolan načrtoval, da se bo na celino vrnil z drugimi prijatelji. Del tega lahko pripišemo izjavi sodnice Ashley Cole, mame enega od fantov, ki so odšli s tisto ladjo. Objavila je izjavo, v kateri med drugim piše, citiram: "Moj sin je Nolana nazadnje videl okoli 15:04 do julija. Odšli so okoli 16:30, ko je v čoln začela vdirati voda in so imeli težave s kalužno črpalko. Nolan se je odločil ostati na otoku in se kasneje vrniti na celino z drugo skupino prijateljev. In obstaja posnetek klica v sili s čolna, ki dokazuje, da je vanj res vdirala voda. Potapljamo se. Ali lahko vsi prosim pridete gor? In so vsi na krovu in sicer v dobrem zdravstvenem stanju? Ja, vsi so izven nevarnosti. Po poročanju CBS News so morali čoln odvleči nazaj na obalo, kjer je prispel ob 18:64 julija. Nato so ga odpeljali v prvotno pristanišče, kasneje pa so ga premaknili na izplovišče Fort Bayou, kjer je prispel ob 19:19. In to pomeni, da je minilo več ur, medtem ko so Nolana nazadnje videli in ko je čoln pristal na kopnem. In to dejstvo izstopa mnogim ljudem, vključno s kazenskim odvetnikom Tylerjem Baileyjem. Če so ga nazadnje videli na otoku ob 15. uri. In očitno niso samo odšli od tam, ampak so šli še na drugo območje, nato pa pristali in jih je bilo treba odvleči. Veliko se je lahko zgodilo v tem času. Še posebej, če to povežemo z besedilnimi sporočili in zgodovino Snapchata, ki naj bi bila izbrisana ali manjkala na njegovem telefonu. Tako je bilo veliko časa, da si ljudje uskladijo zgodbo, se pogovorijo z odvetnikom ali drugimi o tem, kakšna naj bo njihova zgodba, ko pridejo. Zdaj o marsičem špekuliram, ker ne vemo, teh posameznikov niso zasliševali. Ni bilo nobenih uradnih izjav, vendar je jasno, da je minilo precej časa, odkar je čoln odšel, odkar so Nolana zadnjič videli in odkar se je čoln vrnil k prvotnemu lastniku. In o tem bomo govorili še več v nadaljevanju epizode. O možnosti, da vsi ne govorijo resnice ali da preiskava ni bila izpeljana tako, kot bi morala biti. In to nas pripelje do prve točke nasprotujočih si informacij. Prvo poročilo pravi, da je Nolan ostal, da bi se pogovoril s to punco po imenu Katie. Ampak po besedah Nolanove družine je dekle na otoku, ki jo včasih imenujejo Katie, povedalo, da je Nolan rekel, da zapušča otok, da bi se vrnil na čoln svojega prijatelja. Tukaj je upokojeni detektiv Matt Irvine. No, tukaj se zdi, da se dogaja nekaj stvari. Prvič, v tem primeru je bilo veliko ugibanj in veliko napačnih informacij. Zdi se, glede na to, kar slišimo, da je bila tista slika z zabave ob bazenu, čeprav je prišla ven šele za vikend, okoli 4. julija, dejansko posneta kakšen teden prej. Pri tem posnetku je nekaj vprašanj o tem, kdo se s kom prepira glede vračila telefona. Prijatelj je rekel, je to on in ne Nolan Wells. Tako da je tam zunaj veliko ugibanj in napačnih informacij. In potem glede izjav ljudi na otoku, bi res moral podrobno pogledati, kaj so točno povedali. Zdi se, da so prijatelji povedali organom pregona, da je Nolan Wells želel ostati, da bi se pogovoril z neko mlado žensko. Zdi se, da je mlada ženska povedala, da je zapustil, da bi se vrnil in se vkrcal na čoln s prijatelji. To ni nujno nasprotujoča si izjava, kaj ne? Obe stvari bi lahko bili resnični. Če ga dejansko ni videla, da bi se vkrcal na čoln, to še ne pomeni, da mu je uspelo priti tja in da se mu na poti nekaj zgodilo. Zato bi si res moral natančno ogledati besede, ki so jih ljudje uporabili pri opisovanju tega, kar so mislili, da se je zgodilo. In ni nenavadno v takem primeru, da imajo različni ljudje različna stališča in da se ta zdijo v nasprotju. Nolanova družina pravi, da ni bilo v njegovi navadi, da bi se kar tako ločil od svojih prijateljev. Njegova mama je za Good Morning America povedala, citiram: "Na to ne moremo odgovoriti. Jaz preprosto ne morem. Ne morem si predstavljati, zakaj bi to storil." Njegov oče je dejal, citiram:
Vedno smo mu govorili, če greš ven s skupino, ostani s skupino. Toda ne glede na to, katere okoliščine so privedle do tega, da sta se Nolan in njegovi prijatelji ločili, so se. In tukaj pride na vrsto naslednji nenavaden del. Nolanov telefon in ključi naj bi nekako pristali pri njegovih prijateljih. Po poročanju Associated Pressa sta Nolanova starša dejansko sledila njegovemu telefonu na večer 4. julija. Uporabila sta aplikacijo Life 360 in telefon našla pri enem od Nolanovih prijateljev, a Nolan je bil še vedno pogrešan. In to je nekaj, česar odvetnik za državljanske pravice Joe Richardson preprosto ne more razumeti. Torej, ali je drugim prijateljem pustil svoj mobilni telefon? Če to drži, so poročali, da so se prijatelji, ki so ga zapustili, nekako pojavili z njegovim mobilnim telefonom. Pravijo, da je to precej odročno mesto in da tam ni veliko signala. Ne vem, kako dobro ti tam lovi signal ali karkoli že, ampak zdi se mi, da bi jaz obdržal svoj telefon, če bi bil 19-letni fant, ne glede na to, ali bi mislil, da bo deloval ali ne, ne bi mi padlo na pamet, da bi ga pustil. Torej, to je trenutno največje vprašanje. Pravzaprav je to posredni dokaz, če sploh. Ni DNK, nič takega ni. Zakaj ta fant jim pustil telefon, če se je to res zgodilo? Jaz nisem bil tam. To odpira zelo zanimiva vprašanja. In spet postane vse še bolj čudno. Ko je Nolanova mama dobila telefon, naj bi opazila, da je bilo z njega izbrisanih veliko stvari. Govorimo o fotografijah, videoposnetkih, celo o nedavnih objavah na Snapchatu. Torej, ali so bile vse te informacije preprosto izbrisane? In ali obstaja način, da jih morda pridobimo nazaj? Obstajajo strokovnjaki in programi, ki so namenjeni pridobivanju podatkov iz mobilnih telefonov. Obstaja nekaj programov, ki se uporabljajo za obnovitev podatkov, vključno s podatki, za katere ljudje mislijo, da so izbrisani. Torej, iz mobilnega telefona lahko pridobite veliko informacij. Nekaj od tega je odvisno od samega telefona, od tega, kako so podatki shranjeni, od odločitev, ki jih sprejmete. Na primer, pri aplikaciji, kot je Snapchat, ali se stvari shranijo ali izbrišejo. Obstajajo pa ljudje, ki se ukvarjajo izključno z forenzično analizo mobilnih telefonov in elektronskih naprav in so v tem zelo dobri ter znajo obnoviti stvari, za katere ljudje mislijo, da so jih izbrisali. Poleg tega, kar je na sami napravi, so lahko dodatne informacije tudi na strežnikih podjetij za družbeno mrežje in ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Tako je mogoče pridobiti veliko informacij, tako iz telefona gospoda Wellsa, kot tudi iz naprav drugih ljudi, ki so bili takrat na otoku. Ko je sonce zašlo 4. julija in so ure minevale, Nolanova družina še vedno ni prejela nobenih novic od njega. Okoli polnoči 5. julija je Nolanova mama uradno prijavila njegovo izginotje in iskanje se je začelo takoj. Ljudje na spletu so sprožili alarm in pozvali obiskovalce plaže ter prebivalce v okolici, naj bodo pozorni na Nolana. 5. julij 2026, res pomembno. Vem, da boste danes zunaj na čovnu, uživajte v dnevu. Če greste proti otoku Horn Island, vas prosim, da ste pozorni na 18-letnega Nolana Wellsa. Mlad, temnopolti moški, visok približno 185 cm, težak okoli 82 kg, je bil nazadnje viden na severnem delu otoka Horn Island. Fantje še ga niso našli. V redu, nazadnje je govoril z dekletom na tistem severnem delu. Včeraj je šel z nekaj prijatelji na otok Horn Island s čovnom. O njem ni bilo slišati že skoraj 24 ur. Torej, fantje, če ste zunaj na ribolovu, če ste zunaj, veste, na vodnih skuterjih ali karkoli že počnete, bodite pozorni na Nolana. Družina ga bo iskala s čovnom. Poskušali bomo zagotoviti tudi zračno podporo. Vemo, da so na vodi že enote. Obalna straža je bila obveščena, tudi lokalna policija je bila obveščena. Fantje, prosim, bodite pozorni. Poglejte plakat, poglejte slike. Poglejmo, kaj lahko storimo. Poiščimo tega mladega fanta. Njegova mama je zelo zaskrbljena. Naredimo, kar znamo, fantje. Takoj se je ekipa United Cajun Navy lotila primera. V nedeljo, 5. julija, sta reševalni specialisti in operater drona odšla s čovnom ter preživela več ur na otoku in okoli njega. In niso uspeli najti nobenih sledi. Zato smo se odločili za naslednje. Zračno izvidovanje. Brian sam je bil v zraku, ko je naslednji dan, 6. julija, opazil nekaj nenavadnega. Šel sem gor z enomotornim letalom s fiksnimi krili in letel v bistvu po mrežnem vzorcu. Okoli otoka Horn, otoka Ship, ki sta pregradna otoka tik južno od Biloxija in Pascagoula v Mississippiju, do otokov Chandelier, ki so pravzaprav del Louisiane, vendar le neposredno južno od teh pregradnih otokov. In ste iskali kakršnokoli dogajanje. In potem, ko smo leteli čez severozahodni del otoka Horn in se vračali proti severu, smo opazili, da je bilo na obali nekaj čovnov, ki prej niso bili tam. In lahko sem pogledal dol in videl sem, da se nekaj dogaja. Nato smo naredili krog okoli.
Do takrat je na prizorišče prihajalo veliko več policijskih čolnov. In preden se zaveš, je bilo tam na obali zbranih verjetno ducat čolnov. Tako smo vedeli, da postavljajo poveljniški center. In takrat so prišla pretresljiva novica. Našli so truplo. Lahko vam povem, da sem začel preletavati otok, del otoka, kjer je truplo naplavilo približno ob 6:30 zjutraj. In verjamem, da ga je opazil čuvaj parka ob 8:45. Verjamem, da ga je naplavilo prav v tem časovnem obdobju, ker smo leteli po dolgem mrežnem vzorcu od severa proti jugu. In mislim, da ga je preprosto naplavilo. In čuvaj parka je opravljal svoje običajne jutranje obhode. Glede na situacijo sem prepričan, da so bili tudi nekoliko bolj pozorni in verjetno bolj previdni na otoku, saj so vedeli, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. Ampak ja, povedali so mi, da je bilo okoli 8:45, ko je čuvaj opazil truplo in to prijavil, ker sem videl dolgo vrsto reševalnih čolnov, ki so prihajali z juga. Oprostite, peljali so se jugozahodno proti severozahodnemu koncu otoka. In sprva sem mislil, da je to le še ena iskalna ekipa, ki odhaja, ampak mislim, da so v resnici se odzvali na tisti klic. Sprva je bilo to samo telo. Uradno še ni bilo identificirano kot Nolan. Telo sem videl z okoli 90 metrov višine, tako da ti ne bi mogel povedati natančnega stanja. Lahko ti povem, da ni izgledalo, da bi bilo telo prepojeno z vodo. Bilo je v vodi le nekaj dni. Kljub temu je šerifov urad izdal izjavo, da nimajo razloga verjeti, da to ni bil Nolan. Mislim, da so bili precej prepričani, da je bil on. Mislim, da je razlog za zamudo pri uradni objavi ta, da mrliški oglednik ne more podpisati mrliškega lista, dokler ne dobi DNK dokazov, ki potrjujejo, da je oseba, za katero pravijo, da je umrla, res tista oseba. Tako da mislim, da gre zgolj za formalnost. Vendar je bilo hitro potrjeno, da je truplo pripadalo Nolanu Wellsu. Njegova mama je na Facebooku zapisala: Želim se zahvaliti naši družini, prijateljem, skupnosti, United Cajun Navy, lokalnim organom pregona in vsem vpletenim za vso ljubezen, podporo in sredstva v zadnjih nekaj dneh. Njegov oče, naša družina, prijatelji in jaz smo popolnoma uničeni. Srce mi je strto zaradi mojega dragega sina, ki je bil vedno pripravljen razveseliti in spodbujati druge. Nolan je bil posebna duša. Bog si je vzel čas, ko je ustvarjal našega sina. Prosim vas, da meni in moji družini omogočite čas za žalovanje. Tudi njegova univerza je izdala izjavo, v kateri so med drugim zapisali: Celotna družina Southwest je strtega srca, saj žalujemo zaradi tragične izgube Nolana Wellsa. Nolan je bil vzoren študent, športnik, prijatelj in soigralec. Nolana se spominjamo kot zelo spoštovanega mladega moškega, ki je bil zelo priljubljen med prijatelji, profesorji in osebjem. Imeli smo ga radi in zelo nam bo manjkal na mnoge načine. Naše molitve bodo še naprej z družino Wells, zdaj in v prihodnjih dneh. In v tem trenutku bi se v vsakem logičnem primeru začela preiskava smrti. Vendar pa po besedah mrliškega oglednika okrožja Jackson na Nolanovem telesu ni bilo očitnih znakov poškodb. Mrliški oglednik je za CNN povedal, citiram: Ni bilo suma kaznivega dejanja. Nažalost mislim, da je bila zgodna izjava šerifovega urada nekaj v smislu: tu ne vidimo znakov kaznivega dejanja, ne sumimo kaznivega dejanja. To je preuranjena izjava. In mislim, da je to žal nekaterim ljudem dalo vtis, da prehitro sklepajo. Glavna težava tukaj je, da je bila zgodna izjava, da ni kaznivega dejanja, ter dokaz v obliki mobilnega telefona, ki ga je družina prejela, nekaj dni potem, ko je Nolan izginil, ali pa tisto noč, ne spomnim se točno časa. In potem manjkajoča besedilna sporočila in podatki iz Snapchata. In s tem, ko dovolijo skuple strokovnjake ali skupno pridobivanje podatkov hkrati, bo to pomagalo družini, da se počuti bolj varno, saj bodo vedeli, da se vsi podatki pregledujejo in da se jih ne obravnava po delih. Ker sem pogosto videl primere, kjer so bili podatki z mobilnega telefona pridobljeni, država pa je rekla, da so to druge informacije, da so informacije izbrisane, ne moremo jih dobiti. Ampak to ni običajno. Saj lahko forenzični strokovnjak vidi, kaj je bilo izbrisano, kaj je bilo spremenjeno v podatkih. 7. julija je bila opravljena uradna obdukcija. V času tega intervjuja še vedno čakamo na rezultate. Medtem pa ima veliko ljudi veliko vprašanj. Mislim, da bo tudi toksikološko poročilo povedno. Se veste, če si v vodi, imaš nekaj alkohola v telesu, je lahko težje plavati in podobne stvari. Torej bo toksikološko poročilo zelo pomembno. In več informacij glede obdukcije, o tem, kako je dejansko, žal, izgubil življenje,
bo pomembnih za obe strani. Ne glede na to, ali država to vidi kot dokaz, da je šlo za kaznivo dejanje, ali pa družina v tem še toliko bolj vidi tak dokaz. Dokaz, da država ni opravila temeljite preiskave in ni bila pripravljena vložiti obtožb. In vse to odpira še več vprašanj o tem, kako je bila vodena preiskava Nolanove smrti. Toliko, da je družina najela priznano odvetnico za državljanske pravice, Ben Crump. Ben Crump, veste, je znan po vsej državi. Veste, videl sem ga v San Bernardinu, nedaleč stran od mene. Ampak ljudje so ga na nacionalni ravni spoznali, na Floridi, veste, odkoder prihaja. Ampak ima povezave z jugom, seveda globoke povezave z jugom. Hodil v šolo na jugu, vodil primere v Mississippiju in tako naprej. Tako bi bilo smiselno, da bi Ben Crump ali nekdo kot je on lahko takoj pritisnil na prave gumbe in začel postavljati prava vprašanja ter uporabiti prave vire, poklicati prave ljudi, da bi razumel, kaj je narobe z neko preiskavo. Torej, ne gre le za to, da skušamo priti do tistega, za kar verjamemo, da je resnica ali karkoli lahko o tem izvemo, ampak tudi, ali se kaj izvaja drugače, kot bi se običajno. Tako prenesel s seboj vse te stvari. Imamo čast in privilegij, da pomagamo voditi neodvisno preiskavo v imenu družine Nolana Wellsa. Tudi priznani pastor Al Sharpton je govoril na tiskovni konferenci. Jasno je, da mora biti ta primer deležen kar najbolj temeljite in objektivne preiskave, ki bo pripeljala do pravice. Skupaj z Nolanovo družino so napovedali neodvisno preiskavo s financiranjem nekaterih pomembnih osebnosti, kot so Tyler Perry, Spike Lee in Colin Kaepernick, da bi pokrili stroške pogreba in drugo obdukcijo. Ni nenavadno, da je v primeru opravljenih več obdukcij in ni nenavadno, da se zdravstveni strokovnjaki ne strinjajo. In še bolj kot bi bilo nenavadno, da bi se znanstveniki ali drugi ugledni strokovnjaki ne strinjali glede tega, kako razlagati dejstva v nekem primeru. Mislim, da gleda na obe strani, preden prečkajo cesto. Eden največjih dokazov je truplo. Nočem zveneti morbidno ali karkoli, ampak obstaja možnost, da če se domneva utopitev in so poškodbe, ki niso skladne z utopitvijo, potem vemo, da to odpira več vprašanj in povzroča več težav. Obstaja tudi argument, da bi bila država Mississippi, odvisno od tega, kaj se je morda zgodilo, odvisno od tega, kaj sumijo, da se je morda zgodilo, pa tega ne morejo dokazati ne v eno, ne v drugo smer, lahko motivirana, da zadevo zaključi. Imel sem opravka s primeri, kjer sem poskušal priti do informacij. In imel sem opravka z mrliškimi ogledniki ali preiskovalci požarov in podobno, karkoli si zamislite. Ko se nekaj ujema z njihovo zgodbo in to odložijo, to tudi naredijo. Radi bi rekli, da bomo raziskali vse možnosti in tako naprej in tako naprej. Ampak to ni vedno tako. Torej, kakšen je najboljši način, da ste prepričani, da ste odkrili vse informacije, ki jih lahko? Mislim, da je tako zato, ker to res naredite. In zato morate opraviti neodvisno obdukcijo, da veste, obstaja scenarij, v katerem, in govorimo o globokem jugu, govorimo o zelo napetem političnem obdobju. Govorimo o enem temnopoltem otroku s skupino belopoltih otrok. Obstaja scenarij, v katerem bi lahko bilo nekaj za skriti in nekdo bi se lahko odločil, na katero stran bo stopil. Ampak samo telo bi teoretično lahko vsaj omililo nekatere skrbi glede tega, kako je nekdo morda umrl, veš, in tako naprej. In lahko bi rekli, da zagotovo dobiš informacije hitreje. Crumpova ekipa ni začela le z delom na drugi neodvisni obdukciji, ampak so dosegli tudi pomemben napredek pri tožilstvu okrožja Jackson. Pravkar smo imeli priložnost srečati se z okrožno tožilko Angel McLaughlin in nekaterimi člani njene ekipe. Imeli smo zelo spoštljiv sestanek. Družini je povedala, da bo primer predala veliki poroti, ko bodo zbrali vse informacije in zaključili preiskavo. Crump je tudi napovedal, da bodo njegovi strokovnjaki skupaj z družino prisotni, kadarkoli bodo pregledovali Nolanov telefon. Na ta način bodo vsi hkrati prejeli enake informacije. Ta državna tožilka je povedala, da se pogosto srečuje z družinami, ki so izgubile svoje ljubljene. To je ena stvar, ki jo je omenila. Ampak iz tega, kjer imate šerifa, ki je sprva rekel, da ni bilo kaznivega dejanja, potem pa družina zahteva neodvisno preiskavo. In potem imate srečanje z družino in njenim odvetnikom.
To je zelo pomembno. Mislim, da to kaže, da je javni pritisk in nacionalna pozornost na to območje Mississippija povzročila, da je tožilec nekoliko spremenil svoj pristop. To rešuje tako, da se srečuje z družino žrtve in celo tako daleč, da z družino žrtve in njihovim odvetnikom sodeluje pri nekaterih zadevah. To v takšnih primerih ni običajno. Tukaj je veliko za razčlemiti. Začnimo z veliko poroto. To je tajni postopek, zato kamer ne bo. Ne bomo natančno vedeli, kdaj se bo to zgodilo, lahko pa na podlagi informacij sklepamo, kaj se dogaja. Postopki velike porote so skrivni. Naprimer, mediji ne bodo poročali o veliki poroti. Odvetniki obrambe tam ne smejo biti prisotni. Odvetnik družine žrtve Ben Crump tam ne bo mogel biti. Primer bo veliki poroti, ki je bila izbrana, predstavil tožilec. Če se odločijo, da ne bojo vložili obtožnice, se bojo na koncu pojavila vprašanja. Ljudje se bodo morda spraševali, ali so tej veliki poroti podali enostranske informacije, ki bi jih pripeljale do sklepa, da ni utemeljenega suma za aretacijo. Vendar pa verjamem, da če bojo ugotovili, da so na podlagi predstavljenih dokazov možne kazenske obtožbe, bi potrdilo nekatere od teh sumov, ki jih ima toliko ljudi, glede tega, kako je bila zadeva obravnavana. In vse vrzeli, ki se zdijo prisotne v tej preiskavi in posledicah Nolanove smrti. Tožilci o tem odločajo po lastni presoji. Ni jim treba vložiti obtožb na podlagi tega, kar izhaja iz teh postopkov velike porote, vendar je možno, da bi bile lahko vložene kazenske obtožbe. Prav, vsaka kazenska obtožba, povezana z izginotjem in smrtjo tega mladega moškega, bi lahko prišla v poštev. Lahko bi šlo za oviranje pravosodja, prav, lahko bi šlo tudi za pomoč storilcu po dejanju. Ne vemo, ali bo šlo za uboj ali umor, vendar bi iz tega lahko išle nekatere kazenske obtožbe. In mislim, da je vse, kar si je družina želela, poštena preiskava, da bi lahko izvedeli resnico. In zato smo vsi tukaj, zaradi resnice, ker je še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj. In to me pripelje do naslednje točke, videoposnetka. Ta posnetek se je pojavil po Nolanovem izginotju in prikazuje, kar se zdi kot pretep na otoku Horn Island, preden je Nolan izginil. In to je povzročilo veliko razburjenja. Ali je prišlo do kakšnega spora pred njegovim izginotjem? No, da in ne. Če verjamete Nolanovemu prijatelju, Traystonu Shepardu, ki je govoril za Good Morning America in rekel, citiram, Nolan takrat ni bil na otoku. Namesto tega naj bi šlo za pretep s popolnim neznancem, ki ni imel nobene zveze z Nolanom. Zdaj je ta posnetek v rokah preiskovalcev. Predstavljam si, da ga zelo natančno pregledujejo, predstavljam si, da počnejo vse, kar lahko, tako vizualno kot zvočno, da ga izboljšajo in ugotovijo, kdo govori. In predstavljam si, da je to le zelo majhen del elektronskih dokazov, ki jih pregledujejo v tem primeru. Mislim, če imaš skupino mladih, ki grejo na izlet na otok, si predstavljam, da ima vsak telefon. Vsi snemajo in nalagajo stvari na družbena omrežja. In tudi, če je bil profil gospoda Wellsa na družbenih omrežjih očitno neaktiven, vsaj del tega časa, je moral del teh interakcij ujeti kdo drug. Tako se mladi pač družijo. Vse pristane na spletu. Trayston je tudi pojasnila, zakaj je Nolanov telefon pristal pri njegovih prijateljih. Za GMA so povedali, citiram, vsi naši prijatelji so tam zunaj, s kom naj komuniciramo in smo v slani vodi, ne v sladki vodi. Ko je Nolan šel v vodo, je svoj telefon odložil na čoln skupaj s približno 15 drugimi telefoni. Običajno imajo mladi svoje telefone ves čas pri sebi in vklopljene, ampak mislim, da je vstop v vodo izjema. Ne bo šel v vodo s telefonom v žepu. Torej je povsem logično, da bi ga pustil pri nekomu ali na čolnu, če se bo zmočil. In omenili smo, da je Tristan spregovoril. Prav tako pa tudi Ashley Cole, sodnica okrožja Jackson. Del njene izjave sem že prebrala prej, a bi se rada še enkrat dotaknila tega. Objavila je več izjav. Prva izjava je deloma takšna, citiram. Naša družina skupaj s skupnostjo žaluje za izgubo Nolana Wellsa. Naše misli in molitve so z Nolanovo družino. Naš sin Warren Nolana zelo ljubi. Nažalost menim, da je primerno, da naša družina razblini nekatere govorice z dejstvi, glede na pozornost na družbenih omrežjih, ki se odvrača od družine Wells in njihove izgube. Nihče v naši družini na noben način ne poskuša ovirati preiskave, ki jo vodi policija, ali kakorkoli drugače ovirati prizadevanj družine in organov pregona za odgovore. Warren je bil zaslišan strani šerifovega urada okrožja Jackson in je v celoti sodeloval. Sodniki se pogosto zelo trudijo, da ne dajo javnih izjav, ker so pač sodniki. In zanimivo je, da ona daje to izjavo. In stavim, da je okrožje Jackson verjetno dovolj majhen kraj, saj v prenesenem pomenu, če že ne dobesedno, da pozna tožilca.
Ona pozna tožilca. Ali pa tožilec pozna njo. Ona pozna preiskovalca. Ona pozna preiskovalno agencijo ali pa preiskovalna agencija pozna njo. In ona pozna mrliškega oglednika, urad mrliškega oglednika ali pa urad mrliškega oglednika pozna njo. Torej, ko vse to združiš in če sem jaz družina te pokojnice, me to prav nič ne pomiri. Mislim, da obstaja ena stvar, pravzaprav dve stvari, o kateri se te družine in ti starši trenutno lahko strinjajo. Ne verjamem, da si je katerakoli od njih želela, da bi bil sin mrtev. V redu. In verjamem, da oba razumeta, da tudi sodnica noče, da bi njen otrok šel v zapor. Torej, vse to se dogaja, kar pomeni, da je preglednost v zvezi s preiskavo še toliko bolj pomembna. In čeprav je to predstavila kot nekaj, kar bi preusmerilo pozornost nazaj na družino, govori o žalosti družine, ne govori o pravici družine. Torej, tu je razlika glede tega, kaj se pravzaprav dogaja. Kako vidiš stvari, je odvisno od tega, z katerega položaja gledaš. In mislim, da sploh ni bilo treba, da bi se ona sploh vpletla. Odločila se je za to, ampak mislim, da tudi to veliko pove morda. Poleg tega je Ashley delila več posnetkov zaslona domnevnih groženj s smrtjo njenemu sinu in drugim po Nolanovi smrti. Za vsakogar, veste, za vaše gledalce moramo poskusiti omejiti govorice in teorije zarote na minimum. Ja, res moramo izvedeti, kaj se je zgodilo z Nolanom od streh naprej, dokler ga niso nazadnje videli. Njegova družina ima pravico vedeti točno, kaj se je zgodilo in kako je preživel svoje zadnje trenutke. Ampak njegovi prijatelji, s katerimi je bil prijatelj že od otroštva, prejemajo grožnje s smrtjo od ljudi, ki jih obtožujejo groznih stvari. In trenutno res ne vemo ničesar. Moramo pustiti organom pregona, da opravijo svoje delo in predstavijo dejstva. In to je tisto, kar prosimo javnost naj stori. Po poročanju revije People je FBI še v četrtek začel preiskovati te grožnje s smrtjo. Tiskovna predstavnica je izdala izjavo, v kateri je med drugim povedala, da od prvega dne podpirajo okrožje Jackson, medtem ko so si prizadevali zbrati informacije in najti odgovore za družino Wells in skupnost. FBI bo še naprej pripravljen pomagati preiskovalcem JCSO, kadar bodo zaprosili za našo podporo. Še posebej, kadar lahko zvezni viri povečajo njihovo sposobnost, da zagotovijo jasnost in mir za Nolanove bližnje. In to je trenutno stanje. Čakamo na prve začetne rezultate obdukcije, kasneje na toksikološke izvide in še kasneje na rezultate neodvisne obdukcije. Pravzaprav smo šele na začetku preiskave. Pričakoval bi, da bo forenzična preiskava telefonov in drugih elektronskih medijev verjetno trajala tedne, lahko celo mesece, odvisno od količine podatkov. In to je povezano tudi s številom osebja, ki je na voljo za pregled vseh teh podatkov. To je lahko samo po sebi zelo zamudno. Sama obdukcija, vsaj predhodna obdukcija, tako uradna kot zasebna, ki jo je naročila družina, bi morala biti zdaj že zaključena ali pa zelo kmalu. Vendar so tu še dodatni koraki, kot je na primer toksikološka analiza, ki lahko spet traja dodatne tedne. Torej, bo to trajalo nekaj časa. Mislim, da bodo verjetno poleg skupine prijateljev, ki so šli na otok z gospodom Wellsom, morda identificirali še dodatne morebitne priče. Ti razgovori lahko trajajo dodatne dni in tedne. Verjetno bodo morali opraviti ponovne razgovore, saj bodo med pridobivanjem informacij od ene osebe morali iti nazaj in pojasniti ali potrditi informacije pri nekom, s katerim so že govorili. Tako da mislim, da govorimo o nekaj tednih, tako za preiskavo šerifa okrožja Jackson, kot tudi, upajmo, za neodvisno preiskavo, ki jo zahtevata družina in gospod Kramp. Upam, da ne bo trajalo veliko dlje od tega. Težava pri takšnih primerih je, da včasih, tudi ko so vse informacije zbrane, še vedno nimaš jasnega odgovora. Mislim, na primer, če ugotovijo, da se je utopil, to je vzrok smrti, ni pa način smrti, kaj ne? Lahko se utopiš po nesreči, lahko se utopiš zaradi samomora, lahko se utopiš zaradi umora. Tako se lahko zgodi, da bomo na koncu imeli vse podatke, pa še vedno ne bomo imeli odgovora, ki bi zadovoljil žalujočo družino ali druge ljudi, ki jih skrbi, kaj se je zgodilo. Wow, mislim, v tem primeru je res veliko za predelati. Toliko dejstev, časovni potek, informacije, veliko se dogaja. Ampak obstaja ena oseba, ki to res spremlja že od začetka. In to je Jesse Weber iz mreže Law and Crime, voditelj oddaje Sidebar, ki se nam danes pridružuje v oddaji Scandal. Jesse, hvala, da si se vrnil. Res lepo te je videti. Hvala, da ste me povabili. V veselje mi je. Mislim, da je to primer, ki potrebuje veliko pozornosti. In mislim, da je tudi res zmeden. In je veliko nasprotujočih si informacij in dezinformacij. Zato sem vesel, da sem lahko tukaj in govorim o tem, kar trenutno vem.
In ti si oseba, s katero sem si najbolj želela govoriti o tem, ker se to očitno dogaja že od 4. julija. Zdaj je že sredi julija, verjeli ali ne. Bilo je nekaj novosti in spremljala sem vse epizode oddaje Sidebar. Torej, zavrtiva čas nazaj in začniva pri tvojem prvem poročanju o tem. Kakšni so tvoji prvi vtisi o tem primeru? Poglej, to je resnično pretresljiv, žalosten primer. Ne glede na to, kakšni bodo rezultati ali kam bo preiskava pripeljala glede tega, zakaj je Nolan Wells umrl, je to tragedija. 18 let star športnik, univerzitetni igralec ameriškega nogometa, ljubljen strani svoje družine, ljubljen tudi strani svojih prijateljev, mimogrede. In zdi se, ne glede na okoliščine, zakaj se je to zgodilo, upajmo, da bomo prišli do dna temu. Toda izgubljeno je bilo mlado življenje. Bil je le zunaj, da bi praznoval s prijatelji, preden se vrne v šolo, preden se vrne na trening ameriškega nogometa. In to je res zelo pretresljiva situacija. In moram vam povedati, res mi je hudo za družino. Ker to ni le družina, ki se skuša soočiti z izgubo svojega ljubljenega, izgubo sina, ampak tudi ne zaupajo organom pregona. Čutili so potrebo, da najamejo zunanjega odvetnika, kar je še posebej uničujoče in zaskrbljujoče. In zdaj so oni in ta primer v središču pozornosti na zelo poseben način. Mislim, če pomisliš na vso logistiko tega, on je star 18 let, torej je pravno gledano odrasel. Ampak če se ti in jaz spomniva na najna 18 leta, se počutiš odraslega, ampak si še vedno otrok, veš. In delal je vse prav, družil se je. Šel je na plažo za 4. julij. Vsi so na plaži za 4. julij, se imajo super. In potem morajo njegovi starši in njegova družina skozi vse to, kot si rekla, se soočati z vsem tem. Poleg tega je tu še policijski vidik vsega skupaj. Torej, v redu, pogovoriva se o preiskavi in nekaterih podrobnostih. Za začetek se mi zdi čudno in mislim, da tudi mnogim drugim, da sta njegov telefon in ključi pri njegovih prijateljih. Nista bila pri njem. Kaj si ti misliš o tem? Lahko bi rekel, da je to čudno. Če vzameš zgodbo, da je zapustil čoln, da bi šel govoriti z neko punco na otoku Horn Island in ji sledil, zakaj potem ne bi vzel svojih stvari s seboj? Za njegov prijatelj, gospod Shepard, Tristan Shepard, je govoril za ABC News in mislim, da tudi za Rolling Stone in je v bistvu rekel, da to ni nič nenavadnega. Greš v slano vodo. Ne bi vzel telefona s seboj. Če pogledaš, je milijon telefonov. Vsi telefoni prijateljev so vsi na čolnu. In s kom drugim bi sploh komuniciral? Komunicira z vsemi, ki so tam. Zdaj, nekateri pravijo, glej, je najstnik, kako da nima telefona ves čas pri sebi, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Če se pogovarja z dekletom, ki jo je morda pravkar spoznal ali pa je ni tako dobro poznal, ali ne bi morda želel dobiti njene številke? Ne poznam okoliščin tega. Mimogrede, ona se javno še ni oglasila. Ben Crump, ki zastopa družino, je povedal, da so govorili z njo in da bi morda lahko podala nekoliko drugačno zgodbo o tem, kakšen je bil njun odnos ali kakšen je bil njun pogovor. Ampak mislim, da je treba na to gledati tako, da je, nenavadno. Razumemo, da je bila Nolanova družina tista, ki je uspela najti njegov telefon s pomočjo aplikacije Life 360 in da je bil telefon pri njegovih prijateljih. Tako da mislim, da razumem, zakaj je zmeda. Predvidevam, zakaj obstaja sum glede tega. Ampak bi tudi rekel, veste, na tistem otoku, na tistem odročnem območju, kaj ne, dostopno je samo s čolnom. Tam ni nobene komercialne pozidave. Ali je nenavadno, da če greš gor in dol s čolna, da nimaš telefona? Ampak spet, kakšen je končni rezultat? Ni imel telefona in očitno se ni vrnil s prijatelji na tistem čolnu, kar je nenavadno. Mislim, kad to tako poveš, sem dejansko razmišljala o tem. Vsako poletje grem na izlet s prijateljcem iz fakultete. Gremo na jezero in razmišljam o tem. Telefon pustim na čolnu. Ni pri meni, ker ga bom zmočila. Nerodna sem. Po nesreč bi mi padel v vodo. Vse smo skupaj, družimo se s prijatelji, pogovarjamo se med seboj. Telefoni pustimo na čolnu. Torej, ko to tako izpostaviš, v redu, to ima nek smisel. Ampak naslednji del mi ni jasen. V poročilih, ki sem jih videla, piše, da so bila nekatera sporočila ali Snapchati ali fotografije izbrisani. Kaj mi lahko poveš o tem? Mislim, da to uradno ne prihaja od organov pregona. To prihaja od Nolanove družine. Zakaj tako verjamejo, nisem povsem prepričan, ampak poglej, kaj se dogaja. Ben Crump je ta teden napovedal, da sta se oni in organi pregona dogovorili za skupni pregled telefona, kar pomeni, da bodo državni preiskovalci in zasebni preiskovalci ter strokovnjaki družine skupaj pregledali telefon. In ena zanimivih stvari pri telefonu in digitalnih podatkih kot dokazih je, da jih je mogoče zlahka obnoviti.
Medtem ko so lahko na primer pri kosu oblačila, DNK in prstni odtisi ogroženi. Če nekdo izbriše podatke iz telefona ali aplikacije, oba veva, ker so obravnavala že milijon primerov, da to ni izbrisano zavedno. In obstajajo dokazi, da je bilo nekaj odstranjeno ali izbrisano, kar je lahko samo po sebi ključen dokaz. Torej dejstvo, da bosta opravljena 2 skupna pregleda telefona, mislim, da bo to precej ključno. Kam bo to pripeljalo? Nisem povsem prepričan. Ali bo na tem telefonu kakšen dokaz, ki bi pokazal, kaj se je dejansko zgodilo z Nolanom? Mogoče, mogoče ne. Sem skeptičen glede tega. Ampak vsaj, veš, to je napredek, da imajo vsaj njegov telefon, kar vemo, da v številnih različnih primerih, še posebej pri primerih pogrešanih oseb, včasih tega nimaš. Tako da mislim, da bo zanimivo videti, kaj bo pokazal telefon. Ja, mislim, če je bilo res kaj izbrisano iz telefona, ali to pomeni zavedanje krivde? Zakaj bi bilo to izbrisano? Kaj se je tam zgodilo? Mislim, da je veliko vprašanj. In prav še naprej govorimo o tem, ker je ta informacija, imaš prav, prišla od Bena Crumpa, ki ga je očitno najela družina Nolana Wellsa. Bili so precej glasni. Torej, pogovorimo se o Benu Crumpu. Mislim, da je zelo znano ime, ko gre za takšne primere. Zakaj misliš, da so ga najeli ali stopili v stik z njim? To je odlično vprašanje. Ben Crump je veliko ime. On je veliko ime, povzroča veliko hrupa, daje javne izjave, pritegne pozornost na te primere. In če cilj za družino ni le, da je odvetnik, posrednik ali kanal za pridobivanje informacij od organov pregona, ampak tudi, da pomaga, veste, angažirati strokovnjake in zagotoviti storitve neodvisnega medicinskega izvedenca. Ker vemo, da bodo Nolanovo telo poslali v Washington, D.C. na neodvisno obdukcijo. Vrednost Bena Crumpa je v tem, da pritegne pozornost k temu primeru. In če ne verjamete, da bodo oblasti v Mississippiju temeljito preiskale ta primer, če obstaja skrb, da bodo prehitro sklepali in rekli, da ni suma kaznivega dejanja, ter si umili roke in šli naprej. Če ga pripeljete noter in reče, počakajte malo, jaz bom sklical tiskovne konference. Zdaj vsi govorijo o Nolanu Wellsu. To poveča pritisk na organe pregona, da izvedejo temeljito preiskavo. To ne pomeni, da bodo pod pritiskom, da rečejo, da je nekdo ubil Nolana ali da je nekdo odgovoren za njegovo smrt, ampak bo nanje pritiskalo, da bodo temeljiti in namenili ustrezna sredstva, ker je to družina, ki trpi in družina, ki želi odgovore. Mislim, imaš prav, to je pritegnilo pozornost. Mislim, koliko oddaj Sidebar si že naredila v tem primeru? Članek za člankom. Ljudje o tem vsaj govorijo. In mislim, da sem te hotela vprašati tudi o tej drugi obdukciji. Seveda je tu uradna, ki poteka prek organov pregona oziroma izvedenca sodne medicine, moram reči. In zdaj poteka še druga obdukcija. Zdaj ugotovitve te obdukcije. Malo prehitevam, ampak recimo, da bi šlo za kazenski primer. Bi bile ugotovitve te druge obdukcije samodejno dovoljene kot dokaz ali kako bi to sploh potekalo? Torej, trenutno je tako, da je za ugotovitev, ali bodo vložene kazenske obtožbe, vse odvisno od tega, kaj bo ugotovil državni izvedenec sodne medicine, kaj bo določil državni sodni izvedenec. Če državni izvedenec sodne medicine pregleda telo, in mislim, da bi tu lahko prišlo do zapletov, ker še vedno niti ne vemo, kje je Nolan umrl ali kdaj, kaj ne. Torej, je bil on? Je umrl v vodi, je umrl na čolnu, je umrl na kopnem. Ampak tudi v teh okoliščinah, če govorite o utopitvi, bi njegovo telo lahko dalo odgovore o tem, ali so ga držali pod vodo, ali so ga potisnili v vodo. Če so prisotne poškodbe, in mislim, da je šerif že povedal, da ni bilo očitnih znakov nasilnih poškodb, je lahko težko natančno vedeti, kaj se je zgodilo z Nolanom. Če pa preiskava državnega izvedenca sodne medicine, njihova obdukcija, ugotovi, da je bil ubit, da je šlo za kaznivo dejanje, takrat pride do obtožb. Če pa ugotovijo, da ne vidijo ničesar, mimogrede čakajo tudi na rezultate toksikoloških preiskav, kar bo prav tako zanimivo. Če pa ne ugotovijo ničesar, je v pristojnosti državnega tožilca, da reče, da ne menijo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Če pa zasebna preiskava, zasebna obdukcija ugotovi, da so našli znake poškodb, bodo ti dokazi seveda predstavljeni državnemu tožilstvu in jih bodo morali upoštevati. Ampak vidite, kolikokrat poročamo o primerih, sojenih, kjer imajo različni izvedenci sodne medicine različne ugotovitve, različne zaključke glede vzroka in načina smrti. Tako se res pojavi vprašanje, ali bodo ta primer predstavili veliki poroti, ali želijo nadaljevati z obtožbami. Če pa pride do neskladja in to postane javno, da obstaja neskladje med obdukcijami,
potem ta primer še dolgo ne bo šel nikamor. In to bo sprožilo še veliko več vprašanj ter povzročilo še večji pritisk na organe pregona. V redu, vesela sem, da si me postavila na svoje mesto, ker sem res prehitela. In jaz, kako imamo? Tudi sama tega ne vem. Si res? Mislim, da ti nisi. Si, ti si tista, ki me učiš o tem. In vesela sem tega, Jessie, ker morava govoriti o veliki poroti. Nekako sem to kar preskočila in morava se o tem pogovoriti. Torej, pred kratkim, ko sta Ben Crump in njegova ekipa stopila pred javnost, so imeli tiskovno konferenco. Rekli so, v redu, srečali smo se z državnim tožilcem. Takrat veste, poročali smo o tem, kako bodo vsi prisotni, ko bodo pridobivali podatke iz mobilnega telefona in podobno. In zdi se, da bi se potem stvari lahko šle pred veliko poroto. In tukaj postanejo stvari nekoliko nore, ker ni tako, da bi to lahko prenašali v živo. Ni tako, da bi vedeli datum, ker so postopki velike porote seveda tajni. Torej, kako bi to sploh izgledalo? Mislim, ali sploh morajo vložiti obtožbe? Mislim, tožilstvo, če velika porota reče ja. Mislim, kakšne so tvoje misli glede vsega, kar se tiče velike porote? Torej, če predpostavljamo, da je to res, ker ne verjamem, da je tožilka sama to povedala, ampak če predpostavljamo, da je to res, to ne bi bilo nenavadno, da se kaj takega zgodi. Spomni se, Ben Crump je v bistvu rekel, da bo na koncu preiskave šerifa tožilstvo zadevo predstavilo veliki poroti. Niso dolžni tega storiti. Preveriti morajo, ali menijo, da obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Če se odločijo, da bodo zadevo predstavili veliki poroti, kar je, kot si rekel, tajni postopek, merila so veliko nižja. Velike porote ne ugotavljajo, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno onkraj razumnega dvoma. Gre le za to, ali obstaja dovolj utemeljenega suma. Potrebna je le večina porotnikov, ne pa soglasna porota. Če pride do obtožnice, se resnično pojavi vprašanje, kakšne bi bile obtožbe. Veste, ko govorimo o smrti Nolana Wellsa in omenjam veliko poroto, ljudje rečejo, moj bog, obtožba umora, ne naklepni uboj iz malomarnosti. Morda imate prav. Mislim, lahko obstajajo različne teorije o tem, kdo je prispeval k Nolanovi smrti, če sploh kdo in v kolikšni meri. Ampak tudi, ne domnevajte samodejno, da bi bile obtožbe neposredno povezane z njegovo smrtjo. Lahko bi šlo za prirejanje dokazov, lahko bi šlo za laganje policiji. Obtožba, ki je del preiskave, morda ni neposredno povezana z Nolanovo smrtjo. Torej, spet nekaj stvari. Prvič, videli bomo, kakšni bodo rezultati šerifove preiskave. Videli bomo, ali bodo primer predstavili veliki poroti. Ni vedno zagotovljeno, da bo velika porota sploh izdala obtožnico. Vedno pravijo, da bi velika porota izdala obtožnico celo proti sendviču s šunko, ker je standard tako nizek, ampak to ni vedno zagotovilo. In če bodo obtožbe, ne domnevajte samodejno, da bo šlo samo za obtožbo v zvezi z njegovo smrtjo. Lahko je tudi kaj drugega. To je zelo dobra točka. Mislim, govorili smo o mobilnem telefonu, govorili smo o domnevno izbrisanih sporočilih. Torej, obstaja veliko različnih možnosti. In da bo jasno, ne pravim, da je kdo storil kaznivo dejanje. Ne pravim, da je kdo izbrisal dokaze ali lagal policiji, ampak to je nekaj, o čemer razmišljam. Ja, popolnoma se strinjam. Moramo ostati odprti za vse možnosti. In to vodi tudi v moje naslednje vprašanje. Bilo je res zanimivo, da so oblasti že na začetku povedale, da ni znakov kaznivega dejanja. Mislim, rekli so, da njegovo telo ne kaže nobenih hudih znakov poškodb ali česa, kar bi tako izstopalo. Rekli so, da ni znakov kaznivega dejanja. In to je nekako sprožilo val vprašanj, kjer so se ljudje začeli spraševati, ali je ta preiskava res pravilno vodena. In zdaj, seveda, smo govorili o prvi obdukciji, drugi, toksikološkem poročilu, o vseh teh stvarih. Kakšne informacije si želimo izvedeti? Katere so tiste stvari, na katere si zdaj želimo odgovorov? Torej, najprej se mi zdi zanimivo, da so dali to izjavo. In tudi to se mi zdi zanimivo. Misli, da je guverner pred kratkim, ta teden, prvič komentiral Nolana Wellsa in rekel: Poglejte, nimam vseh podrobnosti, ne vem vsega o tem, ampak nič, kar sem videl, ne kaže na kaznivo dejanje. Ta posnetek sem prvič slišal sinoči na News Nation. Danes sem o tem govoril v svoji oddaji Sidebar. Chris Cuomo je po poslušanju tega posnetka rekel: Zakaj potem govoriš? Zakaj govoriš, če ne veš? To je pošteno, zakaj bi dal takšno izjavo. Medtem ko, veš, nekateri ljudje bi lahko, organi pregona bi lahko rekli, veš, mislim, v bistvu... Branili bi se in rekli: Glejte, ni znakov kaznivega dejanja, to je še vedno odprta preiskava. V redu. Kaj želimo vedeti? Najprej želimo vedeti, ker vsi molčijo, razen Sheparda, prijatelja Nolana Wellsa. Ja. Vsi ostali ne vemo, kaj je kdo govoril. Nimamo pojma, kakšne so izjave. So si skladne? Se med seboj izključujejo? Dekle, mlada ženska, s katero je, kot kaže, Nolan govoril, zaradi katere je zapustil čoln, kaj ima ona za povedati? Torej, izjave prič so pomembne, prav? Kako se to ujema s temi novimi podatki, ki smo jih dobili? GPS podatki, ki sledijo premikom čolna.
zvočni posnetek klica na pomoč. Očitno je voda vdirala v čoln ali je imel težave. Ali se njihove izjave ujemajo s časovnico? To je številka 1. Številka 2. Obdukcija. Ali obstajajo kakršnikoli znaki kaznivega dejanja? Ali so kakršnikoli znaki poškodb pri Nolanu Wellsu? In ponovno, truplo, ki je bilo v vodi v takem okolju, lahko prav tako oteži stvari. To so vprašanja, na katera bolj kot kdorkoli drug potrebuje odgovore družina. Družina mora vedeti, kaj se je zgodilo z njihovim sinom. In to so stvari, ki jih bomo iskali. Kdaj bomo dobili te odgovore, ni povsem jasno. Veste, Ben Crump je rekel, da bodo rezultati neodvisne obdukcije prišli ven prejšnji teden. Potem pa je rekel, da je zamuda, ker so bile težave, kot je odpoved letov. Morda bomo rezultate neodvisne obdukcije dobili pred obdukcijo državnega sodnega zdravnika, ker vem, da čakajo na rezultate toksikologije. Ampak to so stvari, na katere moramo biti pozorni in videti, kaj bo šerif povedal o preiskavi. Mislim, da si povedala nekaj zelo pomembnega, da ta primer ne bo kmalu zaključen, ker si družina najprej in predvsem želi in zasluži odgovore. Tisti, ki so mu bili najbližje, mislim, govorili sva o tem na začetku najinega pogovora, vsi pravijo, da je bil ta človek tako karizmatičen. Bil je tako zabaven, bil je res odličen. In ko se življenje konča pri 18 letih, želimo vedeti zakaj. Kaj se je zgodilo? In mislim, da je še en vidik vsega tega. Pravkar sem videla poročila, da FBI preiskuje. To poroča revija People. Včeraj so objavili članek, da so nekateri prijatelji ali ljudje, ki so bili vpleteni, prejeli grožnje s smrtjo. In vem, da so o tem govorili v moji epizodi. Imela si to v svoji epizodi Sidebar. Dejstvo, da je Ashley Cole, ena od sodnic, javno spregovorila o teh grožnjah s smrtjo, karkoli že. Mislim, ker je bil njen sin očitno tisti dan tam. Ja. Torej, samo da bo jasno, dogajata se dve stvari hkrati, kaj ne? Gospod Shepard pravi, da so on in njegovi prijatelji prejeli grožnje. FBI po poročanju medijev, kot je TMZ, preiskuje grožnje. Niso povedali, komu so bile namenjene, niti kakšne so te grožnje. Torej, ali gre za isto stvar? Ne vem. Lahko da gre za različne stvari. Ampak, kolikor jaz razumem, glejte, dve stvari sta tukaj. Mislim tudi, da FBI morda pregleduje nekaj digitalnih dokazov v tem primeru, kar je dobro, ker imajo odlične vire. Prav. To je primer, ki je zaživel svoje življenje. To je primer, ki je resnično spodbudil veliko teorij zarote in veliko mnenj. Obstajajo ljudje, ki so že sprejeli zaključke, kar je milo rečeno zaskrbljujoče. In rekel bi samo, počakajte, da vidite, kaj se bo zgodilo. Samo počakajte, da vidite, kaj se bo zgodilo. Ne jemljite stvari v svoje roke. Vi na to je že zdaj uprtih veliko oči. Zdi se mi, da imate dve ločeni preiskavi. Neodvisno preiskavo družine in preiskavo organov pregona. Ti pričam postavljajo vprašanja na takšen ali drugačen način. Prišli bojo do dna zadevi, oziroma upajmo, da bojo prišli do dna na takšen ali drugačen način, samo stopimo korak nazaj. Ker je najslabše, kar se lahko zgodi, če se javnost vključi na neprimeren način. In ne pravim, da naj vas to ne zanima. Ne pravim, da ne smete pritiskati na organe pregona. Naj vam dajo odgovore. Ampak če začnete nadlegovati različne vpletene osebe, je to prvič izjemno narobe. In drugič, to bi lahko potencialno ogrozilo primer in vplivalo nanj. Ne počnite tega. Samo spremljajte, kaj se dogaja, raziskujte, študirajte, sledite našemu poročanju o tem, vendar ne stopajte v stik, ne nadlegujte ali grozite nikomur, ki je vpleten. Iz tega ne more priti nič dobrega. Sploh pa, če se na koncu vsi strinjamo, da je šlo za tragično nesrečo in da je morda padel ter se utopil. Čeprav družina odpira zelo zanimive, veste, pogovore o tem, vprašanja o tem. Če je bil vrhunski športnik, ki je dobro znal plavati. Tam zunaj je bilo veliko ljudi. Kako da nihče ni ničesar videl? To so upravičena vprašanja. Mislim, da imaš prav. Ti in jaz sva pokrivali že toliko primerov, kjer družbena omrežja, veste, zagrabijo zgodbo in jo razširijo. In potem se širi napačne informacije. In kot si rekla, veš, to bi lahko škodovalo integriteti preiskave, ki je tukaj izjemno pomembna. Moramo biti potrpežljivi, stopiti korak nazaj in počakati, ter upati, da se bodo dejstva nekako sestavila, ker si družina vsaj to zasluži. In to ni napad na ljudi, ki so ustvarili kanale ali si s sprejemanjem primerov zgradili občinstvo. Sploh ne. Ampak obstaja razlika med tem in trosenjem trditev ali širjenjem določene zgodbe ali mnenja, ki ni podprto z dokazi. Mislim, povem vam lahko takoj, če bi želel, da bi Sidebar potrojila ogledov, bi to lahko naredil. Lahko bi imel naslov
ta oseba je odgovorna in samo pokazal. Ampak veste, To ni etično. to ni to, kar počnemo. In to je zelo enostavno narediti na družbenih omrežjih. Iskreno, zato sem te želela oddaj, Jessie, ker upravljaš tako dobro delo. Mislim, pogovarjamo se na jutranjih sestankih, preverjaš dejstva v vsaki epizodi, predviduješ vse in skrbiš, da imamo vse informacije. Tako da, ko pogledam na sidebar, si rečem, v redu, Jesse Weber ima to pod nadzorom, naredil je vse raziskave, tukaj so dejstva, sestavljamo jih skupaj. Tako da res, hvala, da si prišel v Scandal, nas popeljal skozi vse in nam podal svoje mnenje o tem primeru. Z veseljem, najlepša hvala, da ste me povabili, najlepša hvala, da ste to pokrili, odlično opravljate svoje delo. Poglejmo, kam bo to šlo. Poglejmo, kam bo to šlo. In tukaj nas današnja epizoda oddaje Scandal za zdaj pušča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na mestih, kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.